po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Vam pa, ki poslušate, pravim, ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo. In kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj. In če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Dragi gospod župnik, ki v svojem zavzetem pastoralnem delu odkrivaš pravo karizmatično navzočnost Božje služabnice Magdalene Gornik, vsi mi romarji se veselimo tvojega življenjskega jubileja in ti želimo, da bi vedno in povsod čutil blagodejno zaščito naše velike mistikinje. Spoštovani monsignor Franci Petrič, arhidiakon in postulator Magdalenинega procesa, hvala ti za evangeljsko zavzetost, s katero spremljaš prevažni proces razločevanja njene svetosti. Dragi bratje duhovniki, bogoslovci, bratje in sestre v posebnem Bogu posvečenem življenju, cenjeni vsi bratje in sestre, iskalci življenjske modrosti. Bogoslužje te 7. nedelje v cerkvenem letu in bogoslužje samo nas že tako in tako vedno preseneča, nas tokrat dejansko postavlja na čudežen previs zgodovine odrešenja slovenskega ljudstva. Kaj nam torej sporoča venomer čuteča Božja previdnost, ki nas danes sooča z 2 dogodkoma prav tega dne? 23. februarja 1943. leta otroci v zasneženem gozdu odkrijejo izmučeno mrtvo telo blaženega Alojzija Grozdeta. In prav tako huda snežna zima omogoča le manjši skupini pričevalcev, da se dostojno poslovijo od Božje služabnice Magdalene, ki je 23. februarja 1896. leta na prvo postno nedeljo umrla, medtem ko je že večkrat prej v mistični smrti sebe docela izročila Gospodarju življenja. Sneg, zima in led spremljajo torej v naši zgodovini celostno samopodaritev naših nebeških izbrancev. Kako interpretacijo vsega tega dogajanja naj bi mi danes predstavili svojemu ljudstvu? Četudi Gornikova Magdalena zagleda ljud sveta v toplem juliju leta 1835 in se tudi sama tako lepo cvetno razvija, kakor lepota narave njene gore, vstopa že v letu pomladi narodov Evrope, torej v letu 1848, komaj 13-letna, v zares najglobljo noč revolucije ljubezni, v pravo kresno noč krščanske mistike. Vse je tako nekam čudežno,
če se sočasno naši veliki rojaki, kot na primer Fran Miklošič na Dunaju, borijo za uveljavitev slovenskega jezika in slovenistike kot posebnega predmeta. Če tega istega leta stolniški kaplan Matija Majer-Zilski v Celovcu zasluti možnost zedinjene Slovenije, a se hkrati zaveda, da čas še ni dozorel. Potem se prav v tem istem letu naša velika 13-letnica suvereno pogovarja z Bogom v svojem materinem jeziku, v slovenskem jeziku. Samo da v njenem molitvenem pogovoru ni nič več samo slutnja, marveč, kar nas zares spravlja v čudenje, eno samo partnersko dogovarjanje. Nej, na primer, ni potrebno, kakor se to sicer dogaja v tedanjem družbenem življenju, da bi od Boga kaj zahtevala. Ne, ona ničesar ne zahteva. Le njena ljubezen do stvarnika je tako velika in zahteva, da hoče sodelovati z njim v popolni polnosti ljubezni. Ta njena goreča ljubezen do Jezusa je tako nebeško razkošna, da namesto svetle krone uživanja življenja izbira, pomislimo, trnovo krono ponižnega, trpečega služenja. Ona ne čuti potrebe, da bi svojega očeta prosila vsakdanjega kruha. Nasprotno, sam Božji sin postane njen vsakdanji kruh, njena popolna vsakodnevna moč in edina hrana. Medtem ko se mi, zemeljski romarji, tako radi priporočamo Bogu za zdravje, Božja služabnica Magdalena se kljub še toliki izčrpanosti rajši pridružuje svojimi ranami Jezusovim ranam in krvavitvam, da bi skupaj z njim zacelila tolike rane človeštva. Ta sinergija Magdalenine ljubezni z ljubeznijo trpečega in krvavečega Božjega sina gre celo tako daleč, da tudi ona, kakor sam Kristus, ki govori nebeškemu očetu, medtem ko ga kruto pribijajo na križ, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, tako tudi ona tistim, ki njo obsojajo, odpušča. Za tiste, ki jo klevetajo, moli, za tiste, ki se iz nje norčujejo, pričuje s suverenim nebeškim, to je pravim kraljevskim mirom in evangelskim ponosom. Skupaj z vami, predragi bratje in sestre, se danes zavzeto sprašujem, kaj nam sporoča nebo, ko prav danes, na dan Magdalenine smrti, pošilja po Materi Cerkvi tako izbrano Božjo besedo, kateri smo pravkar prisluhnili. Kako ne bi trepetali v strmenju, ko gledamo tisti enkratni zgodovinski prizor, ko ima mladi David toliko priložnost in možnost, da z vso lahkoto odzame življenje svojemu ljutemu preganjalcu, če tudi tega preganjalca spremlja tolika množica hrabrih mož. A on, David, mladi David, si ne dovoli in celo ne dovoli svojemu služabniku, da dvigne ubijajočo roko na, kot sam izrecno pravi, Božjega služabnika. Tega torej ne stori, vendar preglasnega sporočila opomni svojega preganjalca, da je prav on pravi speči mrtvec, ker v sovraštvu preganja mladega, nedolžnega Davida. Bratje in sestre, ko začudeni zremo to milostno zgodovino, ali moremo, ali smemo trditi,
da je tudi v naši novejši zgodovino bilo kaj takega? Zakaj je toliko rok služabnikov ideologije dvigalo roke na Božje služabnike in jim jemalo življenje? Kdo nam bo pomagal do avtentične narodne katarze? Kje so junaki z davidovskim kraljevskim duhom, da bi duhovno speče prebudili k zavednemu in odgovornemu ravnanju? Mar nam ta kraljevski duh spoštovanja skrivnosti življenja ne prinaša naša, dovolimo si tako reči, pogumnica zgore? Nadalje, bratje in sestre, veliki apostol narodov sveti Pavel nas vabi v svojem drugem berilu, da bi tudi mi svojo Adamovo, zemeljsko podobo spremenili, kakor Jezus iz Nazareta, in sicer v nebeško podobo, v podobo samega Božjega Sina Jezusa Kristusa. Bratje in sestre, mi pa bodimo pozorni na čas, v katerem živimo. Kako duh našega časa povsod reklamira samo Adamovo zemeljsko podobo. To je duh sebičnosti, samozadostnosti, individualizma, koruptivnosti in zato tudi duh vsestranskega abortiranja življenja, evtanaziranja življenja, drogiranja in brezciljnosti. Če se pa v tem okviru vprašamo, kakšen je to naš Bog, da od mlade Magdalene pričakuje toliko odpovedi, toliko trpljenja, pokore in trnjeve krone, potem moramo odločno reči, da je to tisti duh ljubezni nebeškega Očeta, ki se z vso močjo bori za naše življenje in pogumno pošilja v smrt celo svojega lastnega sina, da bi mi, bratje in sestre, da bi mi živeli, da bi nas svoje ljudstvo obvaroval vseh strašnih posledic grešnega zapeljevanja in zastrupljanja. Menim, da je Magdalenina veličina prednostno, ne samo v tem, da je toliko trpela, marveč, da je z vso svojo osebnostno močjo dojemala vso lepoto Očetove ljubezni in se v svoji najčistejši združitvi s Kristusovo žrtvijo na križu tudi sama prostovoljno darovala za naše duhovno in moralno zdravje, za naše življenje torej. In naprej. Jezusove prve besede v današnjem evangeliju so za mistično dušo zares pretresljive. Glejte, kratek prvi stavek. Jezus pravi, vam pa, ki me poslušate, pravim. Torej, samo vam, ki me poslušate, samo vam, ki me resno jemljete, pravim, ljubite svoje sovražnike. In iz Magdalenega življenja zares odkrivamo, da ga je zares vedno poslušala. Poslušati Boga je začetek in vrhunec vsake modrosti. Samo moder človek se docela zaveda, da je samo eden Bog in da je ta eden Bog edini Bog, da ni nobenega drugega Boga in da si ne smemo sami samovoljno delati drugačne podobe Boga, po svoji nepopolni in grešni zamisli torej. Samo tisti, ki to v celoti dojame, vstopa kot Magdalena v resnični svet, v svet nebeške logike. Tako je Magdaleni docela jasno, da je Bog prvi in poslednji in predvsem in nad vsem in za vse. Živo okuša, da brez njega ne more ničesar in nihče obstajati. Hoče reči,
poslušati z vsemi svojimi močmi tega enega in edinega Boga. To je prava sreča. On zadostuje za polno življenje. Ljubiti njega pomeni sodelovati v rojevanju Božjega kraljestva zdaj in tukaj. Poslušati Boga rojeva v Magdalenini mistični izkušnji enkratno in edinstveno svobodo in zato tudi njen edinstven angažman za nas. Prerojena v tej nebeški ljubezni, ona živo čuti, da mora vse, tudi sovražnike, ljubiti z nebeško mero. Zato tudi ona nadaljuje velikovo Davidovo tradicijo. Nobenega nasprotnika na noben način moriti, marveč nasprotno. Tudi ona sama vsem deli polno, zvrhano in potlačeno mero, kot smo slišali v Evangeliju, mero nebeških darov, odpuščanja, spreobrnitve in novega, milostnega življenja. Bratje in sestre, ponižno priznavam pred vami vsemi, da se notranje tresem od sreče, ker nam v tem času tolikih razpotij na družbenem in cerkvenem življenju Bog pošilja tako, recimo temu tako, davidovsko, tako kraljevsko prerokinjo skrivnosti, sprave, edinosti in ljubezni. Kako ne bi pel vsemogočnemu Bogu pesem zahvale, ker nam v tem času permisivizma in konzumerizma pošilja tako gorečo plamenico brezpogojne samopodaritve Bogu. Kdo se ne bi čutil od Boga nagovorjenega, ko v času zatemnjevanja ljubezni do domače zemlje, do kmečkega dela, do materinega jezika, v času, ko je nekaterim še vedno pri srcu razdvajati nas in celo svetovati nesodelovanje med vsemi prebivalci Slovenije, medtem ko ta naša Božja služabnica pa svojo nebeško podobo življenja, ki si ga je priborila s herojskimi žrtvami, odstranja med nami vsak zid sovraštva in razdvojenosti. Kako ne bi bili zares hvaležni Bogu, kajti od njega prihaja vsak dober dar, da si mi, današnji kristjani, v duhu Božje služabnice Magdalene, ne želimo nobenega avtokratizma in gospodovalnosti, marveč samo odrešujoče bližine vsem potrebnim. In spomnimo se v tem trenutku zares vseh najbolj potrebnih. Predragi bratje in sestre, če želimo bogato vsebino te nedelje preprosto povzemati, potem zares živo čutimo potrebo po močnem vzoru, po močnem zaščitniku in priporočniku, da bi mogli mi, kot posamezni, kot skupnosti, kot narod, ta celoviti evangeljski pogled na življenje in dogajanje v polnosti vsakem dnevu uresničevati. Prepričan sem, da nam Bog pošilja njo, ki so jo vizualni umetniki predstavili kot okronano. Magdalena je zavestno sprejela trnjevo krono, da bi nam izprosila nebeško podobo življenja in soživljenja in v cerkvi in v družbi. Ne dovolimo torej, da bi naše vzornike še naprej pokrival sneg pozabljivosti in led brezbrižnosti. Pogumno odprimo vrata razuma in srca tisti luči, ki nam jo Bog pošilja po Božji služabnici, in zaupajmo ji svoje osebne in skupnostne potrebe. Amen.
Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes nam vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo,
ste naši gostitelji. 129. obletnico rojstva za nebesa, kot pravimo v smrtnemu dnevu, kristjani, torej 129. obletnico rojstva za nebesa, Božje služabnice Magdalene Gornik, obhajamo z romarskim shodom tukaj v Sodražici, v trdnem prepričanju, da je sveto leto, ki smo ga pred 2 mesecema začeli, nova priložnost k poglobljenemu doživljanju skrivnosti vere, o kateri nam pričuje naša svetniška kandidatina. Za to priložnost je izšla 3. številka glasila Magdalenin glas zgore. Tukaj ga pokažem, da ga boste videli zunaj in izbrali, ker imamo tu 2 prejšnja in se tudi tiste 2 še dasta dobiti. Torej, Magdalenin glas zgore, ki vas seznanja s številnimi spoznanji, pričevanji in dogodki, ki so zaznamovali Magdalenino življenje in minulo leto. Kar nekaj ljudi je sodelovalo pri tem, da smo lahko izdali tako zanimivo in vsebinsko bogato glasilo. Hvala lepa posebej novinarki Ceni, ki je pri tem imela pomembno delo. Veliko je bilo narejenega v tem času, kar smo bili zadnji skupaj. Domačini ste se potrudili in uredili Magdalenino romarsko pot, ki povezuje Goro, Sodražico, Novo Štifto in Bloke, glavne postojanke v življenju te naše Božje služabnice. V skladu z navodili dikasterija za svetnike, ki se glasi Sanctorum Mater, sta tudi obe komisiji nadaljevali delo in prišli že do prav lepih ugotovitev. Prihodnji mesec bo komisija, ki opravlja zaslišanja in preiskuje sluh svetosti, zaslišala še zadnji 2 priči, večina pričanj pa je bilo že oddanih v prevajanje v italijanščino in tako bo pomembno delo v tem delu zaenkrat zaključeno. Svoje delo, ki je zelo pomembno, nadaljuje tudi zgodovinska komisija. Ko boste odprli današnje glasilo, boste izvedeli, kako lahko na spletu, na internetu, prebirate dokumente, ki jih je napisala Magdalena ali njeni sodobniki o tem, kar se jim je dogajalo. Zato ima zasluge Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Besedila so preslikana, jih lahko povečate, tistih slabo vidite, ali pa pomanjšate, če vas smo, in boste lahko listali po dokumentih in vas bo Magdalena sama nagovarjala. Tudi letos smo iskali pričevanja o svetosti iz preteklosti. Med temi tudi pričevanje Sodražanke, sestre Valburge Košnrl. Jutri bo gorovala, ker je jutri god svete Valburge. Ta žena je bila prednica v Lichtenturnu v Ljubljani, ki je umrla leta 1946 in pripoveduje, kako jo je prav Magdalena peljala k usmiljenkam. Mimogrede omeni, na primer, kako je Magdalena videla v prihodnost in je napovedala redovnici v Begunjah, da bo umrla leto za njo. In to se je tudi izpolnilo. Ob tem naj omeni še pričevanje škofa Leniča, ki je povedal, kako se je oče vašega znanega rojaka, kiparja Franceta Košeka, tam le zunaj Maki, prišel posvetovati k Magdaleni, kaj naj stori v življenju. Pa mu je povedala, naj se poroči. In mu rekla, imel boš sina, ki bo postal duhovnik. To je bil Martin Gorše. Magdalena je videla v prihodnost in svarila pred težkimi časi. Spodbujam starše, naj priporočajo Magdaleni svoje otroke in vnuke. Božja služabnica Magdalena je v zamaknjenju videla 2 poti, strmo in trnjevo. Eno, ki pelje v nebesa, in eno, ki pelje gladko in široko, ki je vodila v pogubo. Prosimo Gospoda po Magdaleni, da se bodo mladi upali odločati za naporno, a pravo pot, ki pelje do pristne in trajne sreče. To je pot vere. Hvaležen sem današnjemu glavnemu mašniku in govorniku, gospodu Načkovu, Stanislavu Hočevarju, za sveto mašo in odličen nagovor. Tako pa govori pastir svojim ovcem o aktualnih zadevah današnjega časa. Če niste dobro slišali, pejte na Facebook ali pa potem, ko bo kje na spletu objavljeno in si preberite. Živimo v težkih časih.
In Magdaleni zbeg ni njena priprošnja nam lahko pomaga, da bomo znali razbrati in delati za edinost v našem narodu. On, veste, je zaslužen za dober postopek v procesu našega mučenca Alojzija Grozdeta, ki je bil tam prav na začetku in sodeloval, pa tudi za drugi postopek Božjega služabnika Stanislava Majcna, Salezjanca, in dobro ve, kako gredo te stvari. No, ima pa tudi zasluge pri naši Božji služabnici. Skupaj s sovraškim rojakom, profesor Tonetom Koširjem, je bil namreč tisti, ki je potrdil zasnovo freske, en košček tega imate na naslovnici, freske oseb, svetnikov in svetnic, ki so zaslužni za našo pripadnost Jezusu in so v različnih zgodovinskih okoliščinah v Slovenijo prinesli vero, jo širili in utrjevali. To fresko je leta 1998 na Kureščku v zunanji lopi naslikal akademski slikar Lojze Čemaža. In prav tam imamo kar dve ženi povezani s Sodražico. Magdaleno Gornik, ki je tudi na naslovnici letošnje številke Magdalenine glasu, in učenko, učiteljico Ivanko Škralec-Hovak. O tem, kako je prišlo do upodobitve, je zanimivo napisal slikar sam za Magdalenin glas. Takole pravi: ob vprašanju motiva sem se začel nagibati k temu, da njen lik naslikam v podobi mlajšega dekleta. Deklice, ki že pred svojim 12. letom sprejema nenavaden dar, ko ob srečanju z Jezusovo materjo Marijo doživi stik nebes in zemlje, ter se pogovarja o njenem sinu Jezusu in zazna pomen izpolnitve Božje volje, ter nedolgo zatem preko prestanega telesnega trpljenja že v naslednjem letu dozori za svobodno sprejem izrednega poslanstva, k kateremu je bila poklicana. Lani nas je ob 129. obletnici rojstva na gori nagovoril nadškof dr. Marjan Turnšek in posebej poudaril tole: proces beatifikacije na zemlji potrebuje vas, dragi bratje in sestre. Ta ne bo končan, če se ne boste vi s svojim življenjem zatekali po priprošnjo Magdaleni Gornik in drugim ljudem pripovedovali o svojem odnosu do nje. Morda tudi o tistih stvarih, ko ste bili uslišani po njeni prošnji. To je tisti del procesa, ki ga ne more narediti postulator, ki ga ne more narediti dikasterij za svetnike v Rimu, ampak ga lahko naredite samo vi. Ga lahko naredimo samo mi, verniki, ki zaupamo priprošnjo Božje služabnice Magdalene Gornik. Tisti, ki ste bili na gori, se še spomnite teh besed? Hvaležen bom, če mi boste pomagali tako, da mi sporočate svoje uslišanja in zahvale. Brez tega bo moje delo zaman, in ker vem, v kako velikem številu prihajajo romarji z vseh strani na goro, puščajo sveče na grobu, pa tudi druge motivne predmete, se vpisujejo v knjigo ali sporočajo v Facebooku svoje prošnje, je zagotovo med njimi veliko takih, ki bi mi lahko pomagali s tem, da napišejo svoje pričevanje. Lepo prosim, sporočajte. Hvala vsem, ki ste prišli na današnje romarsko srečanje iz zares različnih koncev Slovenije. Zunaj sem pozdravljal romarje iz Reke, naše hrvaške sobrate in sestre, in vem, da ste iz Štajerske videli, pa tudi iz Ljubljane, torej iz vseh koncev. Obhajamo sveto leto. Mnogi bodo v prihodnjih mesecih prišli na goro in v Sodražico. V Sodražici boste imeli takrat možnost, da si ogledate v župnijski dvorani tudi film o kronanah. Posebej pa vas vabim v soboto 19. julija, ko bomo obhajali Magdaleni 190. rojstni dan, in v soboto 27. septembra, ko bomo šli po njeni romarski poti na goro peš, kot je povedal gospod župnik. Ne vsem velja povabilo nadškofa Stanislava Zoreta, ki ga je izrekel romarjem oktobra lani. Pri prošnjah slovenski mistikinji naj pomaga, da se učimo moliti in romariti, ter da se v molitvi in romanju
učimo ljubiti Boga in ljubiti ljudi. Današnjemu glavnemu mašniku, ki nas je tako toplo nagovoril, pa izročamo spomin podobo Magdalene Gornik, tako kot sem vsakemu škofu, ko je prvič prišel in vodil slovesnost tukaj. Čeprav gospod Načkov je bil, ko smo imeli slovesnost svetniških kandidatov že tukaj, ampak danes je pa on nas nagovoril in to zelo močno in v spomin, da je to najbolj Magdalena Gornik res varne in podpiranega trdnega zdravja, pa lepih in srečnih dni zdaj, ko je tukaj med nami v Sloveniji.